Baje se nam v prvi polovici leta 2020 obeta recesija. Koliko imate prihrankov? Ali imate sploh kaj prihranjenega? Ali imate 1000 evrov za nujne primere? Če so vsi odgovori ne, potem se vam mudi z varčevanjem. Tudi če imate veliko dolgov za odplačati, se vam mudi z varčevanjem, ker se nam baje obeta zvišanje obresti na kredite in bo pametno hitro odplačati kredit. Jaz sem ga in naštela vam 20 enostavnih načinov, kako. V kotu spodaj nekje bodo prikazani moji prihranki s temi triki, prikazan bo letni prihranek, na koncu vas bo pa seštevek presenetil. Trik številka 1. Naredi mesečni proračun in se ga drži. Video bo spodaj v linku. Loči svoje potrebe od svojih želja. Elektrika, voda, najemnina, hrana so potrebe, kino, nohti, igrače, izleti, oblačila so želje. Ko treba varčevati, se želje znižajo na minimum in varčevanje je začasno stanje, zato se ne ustrašite, ne obupate, ko ne bo treba živeti do konca življenja, ampak samo en delček časa. Odredi si na primer 30 evrov za vse svoje želje, daj ta denar v denarnico in ko ga zmanjka, ga zmanjka. Znesek, ki ga odrediš za varčevanje vsak mesec, lahko tudi dvigneš in pospraviš, zato da te ne mika, da bi ga zapravil oziroma ga ni na računu in ne moreš povleči kartice. Trik številka 2. Nakupuj z nakupovalnim listkom. Video je spodaj. Preglej, kaj že vse imate doma in se na podlagi tega odloči, kaj boste kuhali v naslednjem tednu. Zapiši. Preglej akcije v cenejših trgovinah, kot so Hofer, Lidl, mogoče Eurospin, in kupi znamke, ki so trgovske znamke, no-name znamke, izkoristi popuste, akcije, nadomesti meso z rastlinskimi viri beljakovin, ki so cenejši. Ne kupuj predelanih jedi, kot so na primer zamrznjene pice, tortellini in ostale hitro pripravljene stvari. In pojdi v trgovino samo enkrat na teden. Če česa zmanjka, se znajdi. Trik številka 3. Ne jej zunaj. Se pravi, ne jej v restavracijah, ne hodi po hitro prehrano, ne kupuj sendvičev na bencinskih črpalkah, med malico ne hodi v kavarno. Nauči se pripraviti enostavne jedi. Imam celo playlisto jedilnikov tedenskih za zelo enostavne jedi. Te jedi daj v posode in jih nesi s sabo v službo, na izlet, na pot. Da se jih pogreti in so super. Trik številka 4. Shrani ostanke hrane, ne jih takoj vrš stran in jih porabi v novih jedeh. Na primer, če ostane pire krompir, se da narediti svaljke, iz ovenelje zelenjave se da narediti omako, iz pikastih banan se izmrzne in nastane odličen sladoled. Številka 5. Skuhaj si kavo in jo daj v termolonček. Nosi jo s sabo, vzami vodo, flašo za vodo, natoči jo iz pipe in dolivaj, kot ti jo zmanjka. Številka 6. Ne kupuj alkohola za domov. To je to. 7. Velike nakupe načrtuj. Tudi letni dopust, varčuj zanje in ne jemlji kreditov. Video o letnem proračunu je spodaj. Samo z obrestmi vas bo kredit drago stal. Številka 8. Ne sledi slabim zgledom na socialnih medijih, na YouTubu, na Instagramu, na Facebooku, ki samo prodajajo izdelke. Razni influencerji, ki imajo veliko sledilcev, danes delajo samo še reklame za razne izdelke, ki jih nihče v resnici ne potrebuje. Če varčuješ, ne slediti takim ljudem, ki imajo 3-krat dnevno nove oblačila, nov make-up, so vsak dan v drugem kraju in za mizo za nove restavracije, ker ponavadi delajo reklamo za te stvari. Te stvari oni dobijo zastonj, tebe pa prisilijo, da si jih zaželiš in da jih plačuješ.
Trenutno, če varčuješ, te to spravlja v stisko, zato jim ne dovoliti, da te živcirajo in jim pač ta čas ne sledi, ne se jim pustiti. Ko smo pri modi, ne kupuj poceni in za nič oblačil na kile. Ker kupimo slabo kvaliteto poceni majic, jih moramo po 10 pranjih zamenjati in to nas stane, tudi če so majice poceni. Stanejo tudi trendi, ki se menjajo 4-krat letno. Najboljše je, da ugotoviš, kaj ti pristaja, kupiš kvalitetna oblačila, nato pa te pravilno vzdržuješ, ker bojo trajala leta. Poglej si kakšen video o škodljivosti hitre mode, fast fashion, in pa o kapsulni garderobi na YouTubeu, Capsule Wardrobe, tipkaj za ideje in je super varianta. Številka 10. Otroška oblačila, opremo in igrače prodaj na Bolhi ali pa na Facebook Marketu. Enako velja za tvojo športno opremo in za vsa oblačila, ki jih nosiš več in so še dobro ohranjena. Če se ne prodajo, jih pa pač podari v dobrodelne namene. Številka 11. Manjkrat pojdi frizerju. Ne pravim, da te naj mož začne strižiti, ampak neke stvari pa lahko narediš sama, na primer se pobarvaš. Tudi nohte si lahko urediš sama. YouTube je poln videov z navodili, če rabiš res ekstra nohte. Moža pa lahko strižeš in otroke tudi. Alternativa je srednja frizerska šola, kjer rabijo modele za nohte in za lase in barvajo, strižejo, delajo premene, marsikaj in se pozanimajo pri lokalni frizerski šoli, kdaj lahko prideš za model in te bojo zastonj uredili. Številka 12. Za osebno higieno uporabi zdrave izdelke, ki jih narediš sama, na primer detergent za perilo, video je spodaj. Spodaj je tudi video, kako narediti deodorant. Za menstruacijo uporabiš lahko silikonsko skodelico za večkratno uporabo namesto vložkov in tamponov, pralne blazinice za odstranjevanje šminke in še. Naredila en video. Številka 13. V službo pa v trgovino pej peš, s kolesom, vlakom, avtobusom, vozi se s sodelavko, kar je ceneje. Vse, kar je ceneje kot bencin in plačevanje parkirnine v centru mesta. Številka 14. Avta ne perijo v avtopralnici, vzami vedro in gobo in ga peri sama. Številka 15. Preglej mesečne in letne naročnine, jih ukini ali znižaj. Na primer naročnine na revije, ki so polne reklam in tračev, tega ne rabiš. Aplikacije na telefonu, ki jih ne uporabljaš. Drage TV naročnine s fancy programi. Naročnine za mobitel z neomejenim prenosom podatkov, da lahko gledaš net kjerkoli. Tega noben ne rabi, lahko počakaš na zastonj Wi-Fi. Imaš najdražji telefon mogoče, ker se ga da dobiti, a ga res rabiš. Številka 16. Imaš mogoče letno karto za fitness, jogo, tenis, bazen, kolikokrat na teden greš tja. Prodaj ceneje in treniraj doma ali pa zunaj, sama ali pa s prijatelji. Hodi v hribe, teci, naredi hit vadbo, internet je poln vadb za doma, ki so popolnoma zastonj. Številka 17. Žurke, koncerti, kino, kadar varčuješ, to odpade. V baru ali klubu pij radensko z limono, če hočeš biti fancy. Kino zvečer naredi doma, koncert poslušaj na računalniku, ko si boš pa lahko povečala proračun za zabavo, pa pojdi. Številka 18. Družinske izlete organiziraj v naravi, poišči brezplačne dejavnosti, kupone, pojdi hraniti race in labode, osvojiti kakšen hrib, se igrati na veliko otroško igrišče, imejte piknik na travniku, prenočite v šotoru pred hišo ali blokom, plavajte in drsajte v času veselih uric, peljite otroke na brezplačne predstave, na ure pravljic v knjižnico, tega je še in še. Ok, trik številka 19. Naredi sam. Popravi igrače, popravi pohištvo, zašij strgana oblačila, naredi kakšna darila sam,
speci piškote, kandiraj sadje, imam še video spodaj, napiši pesem, kaj naslikaj, podari lepe misli, dobro knjigo, ki si jo že prebrala, naredi deodorant ali pa kopalno sol. Številka 20. Veseli se napredku. Slikovno prikaži napredek s tabelami ali pobarvankami. Jaz sem takole naredila eno kačico, kako se bo odplačeval kredit. Tukajle je še ena varianta. Tale stolpec je kredit po 300 na mesec. Tukajle bi bilo tako, kakor je banka določila. Tukaj je bilo pa varčevanje, ki pol ni bilo letno, ampak po 50 €, tako da se je veliko hitrejše nabiralo, ker sem bila bolj disciplinirana. In ko sta se stolpec odplačevanja in prihrankov srečala, sem šla v banko, odplačala kredit, sicer 2 leti prej, pred iztekom kredita. Nato sem lahko denar, ki je šel vsak mesec z računa k banki, se pravi 300 €, in kar je šlo za varčevanje, dala na svoj kupček in je bil najboljši občutek ever, kar se denarja tiče. Za ideje o jedeh, nakupih in izdelavi uporabnih stvari poglejte ostale moje videe. Vse povezave so v opisu spodaj, če pritisnite puščico desno. Lahko se tudi naročite na obvestila o novih videih, tako da pritisnite naroči in poln zvonček. In hvala vsem, se vidimo, čau!